V Slovenski Bistrici so v četrtek 21. aprila slovesno odprli zahodno obvoznico. Za promet je odprta 1,3 km dolga dvopasovna cesta s kolesarsko stezo in stezo za pešce na obeh straneh. Uredili so tudi križišča in odvodnjavanje padavinskih in odpadnih voda. V kratkem bodo dokončali še priključne ceste. Zahodno obvoznico je gradilo podjetje GMV iz Turjancev, investirala pa jo je Direkcija za infrastrukturo. Naložba je vredna 4,5 milijona evrov. Pomembno pridobitev so namenu predali minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in glavni izvršni direktor podjetja Impol Andrej Kolmanič. Da gre v porabo za občino, njen nadaljni razvoj in za podjetje Impol, ki je res veliko, lepo podjetje in je potrebovalo in električni vod, pa seveda tudi to cesto in so tudi hkrati zraven investitor, okrog 700 tisoč evrov je vložka v celotno investicijo, ki je ocenjena 4,5 milijona evrov. Se pravi, lepa investicija, ki nagrajuje dobro sodelovanje med podjetjem, med občino in med državo. In tovrstnih investicij se mi želimo še več. V naši neposredni bližini bo kmalu odprta tudi obvoznica Kidričevo. Pragersko vse se dela, kolikor se lahko dela. In ta trenutek se res gradi po celi državi, zlasti na podeželju, ker trdim, da je bilo v preteklosti, kar se tiče zlasti cestne infrastrukture, preveč zapostavljeno. Če bomo imeli dobro zagotovljeno primarno infrastrukturo, kar je recimo primer ta obvoznica, potem se bo tudi gospodarstvo razvijalo, bodo dobro delali in bomo imeli več zaposlenih ljudi. Najboljša socialna država pa je to, da imamo mi ljudi, ki imajo delovna mesta in da so ta kakovostna. Torej, mi moramo krepiti gospodarstvo. In nove investicije bomo imeli res, če bomo imeli infrastrukturo, pač to je primarna stvar urejena. Zdaj, kar pa zadeva torej te obvoznice, pa pomeni sigurno razbremenitev za mestno jedro tega težkega prometa. Pomeni, da je tu več dodane vrednosti, ne na eni strani sama izločitev težkega prometa, potem sigurno se bo ta ekološki vidik popravil, hrup pa bo manj in ne nazadnje tudi varnost se bo izboljšala. No, po drugi strani pa je v sklopu tega bil rešen tudi problem energetske oskrbe Impola kot najpomembnejše naše proizvodne firme. Zdaj s tem je zaključena torej ta druga etapa obvoznice, seveda pa s tem še nismo rešili naših problemov celoti, tako da je zdaj pa pred nami tretja etapa, tako da jaz upam, da se bomo tudi čim prej dogovorili z nekim sporazumom, kako realizirati tudi to tretjo etapo in da bo realizacija tretje etape pa hitreje stekla kot te druge. Ker sicer se zna zgoditi, da bomo imeli pač res prometne zamaške na tem delu izvoza. Ampak glede na to, da smo danes na odprtju te obvoznice, moram res reči, da smo res veseli, da je zdaj do tega prišlo, da bo lahko promet stekel in da bo mestno jedro razbremenjeno. V imenu skupine Impol bi se želel zahvaliti vsem tistim, ki so pripomogli k izgradnji te obvoznice. Sama obvoznica pomeni ogromno z vidika skupine Impol iz razloga izgradnje novega daljnovoda. Daljnovod omogoča skupini Impol nemoteno oskrbo z električno energijo, seveda to nam pa omogoča nadaljnjo rast. Imamo velike cilje za prihodnost in edino z tem kablovodno bomo jo lahko uresničili.